Živijo, danes smo ti v našem duhovnem ateljeju pripravili navodila, katera ti bodo definitivno zelo pomagala, zato da lažje tehnično obvladaš svojo prijavo na naše spletne dogodke. Velja za tečaje, kot tudi meditacije. Ko ti mi pošljemo dostop do spletnega dogodka, se bo ponavadi to znajdlo tukaj. To pomeni, vidiš tukaj gor, imaš dve mapi. Ena piše tukaj glavno in ta druga promocije. Več ali manj se bo dostop do naših dogodkov znašel tukaj noter, torej v mapi glavno, pa vendarle na vsake toliko časa se lahko zgodi, da se znajde v mapi promocije. Enako je tudi na telefonu. Vidiš, takole pride dostop do dogodka, v tem primeru je bilo v mapi promocije, tukaj klikneš in greš potem vstop v dogodek, a ne. Tukaj imaš tudi navodila in vsi naši maili, vključno s posnetki in opomniki na dogodek, lahko torej zajadrajo sem. Jaz bi ti tukaj definitivno priporočala, da me spremljaš, kaj lahko narediš, ko dobiš enkrat od nas takle mail. Tudi za naše maile velja, to pomeni za naše mailinge, za lepa sporočila, ki jih dobiš vsak teden, je zelo dobro, da klikneš tale X in da odstraniš iz pogovora oznako promocije. Če to narediš, potem, ko večkrat to narediš, Google potem neha to delati, da ti meče te dogodke med promocije. Na vsake toliko časa se ti pa lahko zgodi, da vrže tudi kam drugam. To pomeni, to moraš iti pa tukaj, vidiš, daš več in tukaj imaš recimo mapo vsiljena pošta. Bog ne daj, ampak včasih se lahko zgodi, da gre tudi sem noter, tako prosim, poglej tudi tukaj, ampak jaz mislim, da ne. Še vedno pa vedno lahko nekako daš v tale naš iskalnik dostop, a ne, klikaš dostop, vidiš, in tukaj ti takoj potem tudi najde. Po tem iskalnem nizu ti bo tudi našel recimo ta mail, katerega sva zdaj midva iskali, in sva iskala. To je zdaj ena stvar. Druga stvar pa je, ko prideš v naš dogodek, tukaj imamo zdaj neki posnetek dogodka, vendar velja seveda tudi, ko spremljaš v živo, včasih ljudje rečejo, da ne slišijo dobro, da ni dovolj naglas. In zdaj bi ti rada pokazala več stvari. Ti, ko imaš, torej na telefonu bo to drugače, zato ker je samo ena opcija, tako da tam ne bo težava, če pa poslušaš na računalniku, moraš biti pa previden, previdna. In sicer imaš dve možnosti, kje ti nastavljaš glasnost dogodka. Ena je seveda tukaj na tvojem računalniku, vidiš, tukaj imaš zvočnik in daš, vidiš, tukaj daš popolnoma na glas, vendarle pa to še ni maksimalna glasnost. Ta druga glasnost, katero moraš definitivno nekako obvladati, je pa ta tukaj, kakor sem jaz zdaj kliknila. Torej tudi na samem predvajalniku spletnega dogodka imaš tale zvočnik, vidiš, da sem utišala, daš na glas in tukaj potem ti zvišuješ in znižuješ glasnost, zato da pride do te glasnosti, kot ti želiš, in verjemi mi, da je več kot dovolj na glas. Imava pa še eno stvar, in sicer včasih se zgodi, da pride do prekinitve dogodka, sicer ne zelo, zelo, zelo redko kdaj iz naše strani, zaradi tega, ker nimamo definitivno naših broadcastingov na način preko Wi-Fi in tako naprej, imamo prav preko kabla, imamo zelo močno povezavo, tako da ponavadi, če pride do kakršnihkoli težav, to pomeni z oddajanjem, bo ponavadi na tvoji strani, a ne. Zdaj bi te rada naučila, da ko pride do tega, greš v bistvu, kaj narediš je, da greš samo tukaj, vidiš, na tole povezavo in še enkrat stisneš enter, a ne, takole, ko imaš, samo še enkrat stisneš enter in potem bo tebi to ponovno naložilo in se bo oddajanje nadaljevalo. Tako da veš v bistvu, kaj lahko storiš. Zdaj pa, če pa si na telefonu, so pa izkušnje različne. Eni pravijo, da zadnje čase mobilni podatki niso preveč zanesljivi, da je boljše biti na Wi-Fiju in seveda, da je treba vse otroke pošibati dol z interneta in jim reči, da ne smejo nobenih filmov dol vleči in podobno, zato da bo res tvoja povezava na tvoji strani stabilna. Tako da upam, da ti je tole definitivno pomagalo. Tako da, to so zdaj tale navodila, katera verjamem, da ti bodo zelo pomagala in seveda vedno vabljena na naše čudovite spletne dogodke, za katere se zelo trudimo in verjamemo, da ti bodo všeč. Se vidimo!